Obstajajo uniforme, ki niso le oblačila. Nekatere so narejene za reševanje življenj, zaščito telesa ali pa kažejo disciplino in moč tistega, ki jih nosi. V tem videu vam predstavljamo nekaj najmočnejših in najbolj prepoznavnih uniform na svetu. Številka 15. NASA-jevo nosljivo vesoljsko plovilo. Ko astronavt zapusti vesoljsko plovilo, ga od smrtonosnega vesolja loči le vesoljska obleka. Zunaj ni zraka, temperature so izjemno visoke ali nizke, poleg tega pa so tam še majhni delci, ki hitro letijo naokoli. Zato NASA-jev vesoljski skafander ni navadno oblačilo, ampak je kot majhna vesoljsko plovilo, ki jo nosiš na telesu. Isto, kar uporabljajo za vesoljske sprehode na mednarodni vesoljski postaji, se imenuje Extravehicular Mobility Unit ali EMU. Ko je popolnoma sestavljen, lahko na Zemlji tehta več kot 193 kg. Teže v mikrogravitaciji ni čutiti, vendar ga je še vedno težko premikati. Debel je, trdi in ima pritisk v notranjosti. Tudi preprosto držanje orodja postane naporno, če več ur delaš v vesolju. Preden si astronavt obleče skafander, si najprej obleče hladilno oblačilo z majhnimi cevmi za hladno vodo. To preprečuje pregrevanje telesa. Sledijo hlače, škornji, trd prsni del, rokavi, rokavice, čelada in nahrbtnik za ohranjanje življenja. Nahrbtnik zagotavlja kisik in odstranjuje ogljikov dioksid. Hladi telo, zagotavlja elektriko in pomaga pri komunikaciji. V obleki mora biti pritisk, da lahko astronavt preživi. Če pa je pritisk previsok, obleka otrdi in težko se bo sklonil ali premikal prste. Ena najtežjih delov za izdelavo so rokavice. Te morajo zaščititi roke pred ekstremnimi temperaturami in delci. Astronavt pa mora kljub temu zlahka prijeti orodja in majhne dele vesoljskega plovila. Zaradi tega so rokavice natančno prilagojene roki vsakega astronavta. Če so preohlapne, je težko prijeti stvari. Če so pretesne, se roka hitro utrudi in začne boleti. Vsaka poškodba na obleki je nevarna. Če se na njej pojavi velika luknja ali izgubi pritisk, se mora astronavt takoj vrniti v zračno zaporo. Obstaja sistem za nujno oskrbo s kisikom, vendar je to le začasna rezerva. 16. julija 2023 je italijanski astronavt Luca Parmigiano doživel uhajanje vode v svoji čeladi. Med vesoljskim sprehodom se je voda še naprej nabirala, dokler ni imel težav z vidom, sluhom in komunikacijo. Zaradi mikrogravitacije se je voda oprijela njegovega obraza, namesto da bi padla. Vesoljski sprehod so takoj prekinili in varno se je vrnil v zračno zaporo. NASA je to označila za enega najnevarnejših incidentov v zgodovini vesoljskih sprehodov. Nekateri trenutni EMU-ji so tudi že stari, saj njihov osnovni dizajn izvira še iz časa vesoljskega raketoplana. Veliko delov se večkrat popravlja in obnavlja. Zato NASA in Axiom Space izdelujeta novejšo obleko imenovano AX-MU za lunarne misije Artemis. Oblikovana je tako, da omogoča lažje gibanje, bolje se prilega različnim tipom postave in je bolj primerna za uporabo v zahtevnih razmerah na Luni. Vendar mora še skozi veliko testiranj, preden jo bodo lahko dokončno uporabili. Na Zemlji je uniforma samo oblačilo, v vesolju pa je vesoljska obleka tvoj zrak, zaščita, hladilni sistem. In to je edini način, da astronavt ostane živ. Številka 14. Britanski stražarji z visokimi medvednimi kapami. Pred Buckinghamsko palačo je lahko prepoznati vojake, ki nosijo rdeče uniforme in velike črne klobuke. To imenujejo medvedja kapa. Britanska vojska še vedno uporablja pravo krzno črnega medveda. Čeprav se temu že dolgo upirajo skupine, ki želijo, da bi to zamenjali s sintetičnim materialom, je to postalo del uniforme britanske pehotne garde. Po bitki pri Waterlooju leta 1815 so grenadirska garda je prevzela slog od francoske cesarske garde. Kasneje pa so ga uporabljali tudi drugi polki britanske pehotne garde. Lahko je visoka skoraj 46 cm, težka je in vroča za nošenje, še posebej poleti. Nima zaščite pred kroglami in se ne uporablja v pravih bitkah. Njen glavni namen sta tradicija in prepoznavnost. Prav tako naredi vrste vojakov videti višje in bolj zastrašujoče. Ampak oni, tisti, ki to nosijo, niso igralci, ampak pravi resnični vojaki britanske vojske. Sem spadajo grenadirska garda,
Coldstreamska garda, Škotska garda, Irska garda in Valižanska garda. Usposobljeni so kot pehotni vojaki in jih je mogoče napotiti na vojaške operacije, ne samo za varovanje palače. Ko so na straži, morajo ostati pozorni in disciplinirani. Ne smejo se kar tako smejati, pogovarjati ali odzivati na turiste, ki jih motijo. Vendar ni res, da se ne smejo premikati. Lahko marširajo, zakličajo opozorilo in ukrepajo, kadar obstaja grožnja ali jim kdo ovira pri opravljanju dolžnosti. Prav tako morajo dolgo stati, prenašati težo uniforme, vročino, mraz, dež in pozornost številnih ljudi. Zato veliki črni klobuk ni le okras. Je simbol več kot 200-letne vojaške tradicije in tudi discipline vojakov, ki so pripravljeni opravljati slovesne dolžnosti ali prave operacije. Številka 13. Skrita zaščitna obleka. Tajne službe. Ko je predsednik Združenih držav Amerike na javnem dogodku, ga običajno obkrožajo moški v temnih oblekah. Videti so kot poslovneži ali navadni vladni uradniki, toda oni so posebni agenti tajne službe Združenih držav Amerike. Njihove obleke niso namenjene samo temu, da izgledajo formalno. Njihove obleke morajo skriti njihovo varnostno opremo. Hkrati pa jim omogočajo, da tečejo, se borijo in zaščitijo osebo, ki jo varujejo. Ena glavnih nalog tajne službe je zaščita predsednika, podpredsednika, njihovih družin, nekdanjih predsednikov in tujih voditeljev na obisku. Prav tako zagotavljajo varnost na velikih dogodkih, ki bi lahko bili tarča napada. Ko so na nalogi varovanja, morajo agenti ostati čim manj opazni. Biti morajo blizu predsednika, vendar ne smejo zasenčiti celotnega dogodka ali motiti običajnega gibanja ljudi. Zato pogosto nosijo temno obleko, belo srajco, preprosto kravato in zloščene čevlje. To izgleda profesionalno in je primerno za kraje, kot so Bela hiša, vladne stavbe, hoteli, letališča in diplomatska srečanja. Vendar je ta obleka narejena drugače kot običajna poslovna obleka. Jakna mora imeti dovolj prostora za neprebojni jopič, komunikacijsko opremo in drugo opremo. Ne sme biti očitno, da je kaj skrito spodaj, vendar pa mora biti tudi enostavno odpreti v primeru nujnega primera. Del ramen in rok je nekoliko širši. To je pomembno, ker lahko agent potrebuje, da dvigne roke, potegne osebo, ki jo varuje, ali jo zaščiti s svojim telesom. Tudi noge se morajo prosto gibati, zato ne sme biti pretesno. Hlače. Mora biti sposoben hitro teči, se skloniti, skočiti ali se boriti, ne da bi se oblačila strgala. Tudi čevlji so pomembni. Videti so kot navadni elegantni čevlji, vendar morajo biti udobni in imeti dober oprijem na tleh. Agent lahko teče po gladkem marmorju, mokri cesti, travi, stopnicah ali rahli zemlji. Še ena stvar, ki jo je lahko opaziti pri agentu tajne službe, je majhna slušalka v njegovem ušesu. Ta je povezana z varnim komunikacijskim sistemom, ki ga uporablja celotna zaščitna ekipa. S tem lahko hitro sporočijo, kam gre predsednik, če je kakšna sumljiva oseba ali če je treba spremeniti pot. Vendar pa niso samo agenti o predsedniku tisti, ki zagotavljajo zaščito. Še preden pride oseba, ki jo varujejo, druga ekipa že pregleda celotno območje. Pregledajo vhode, izhode, streho, bližnje stavbe, možne evakuacijske poti in kraje, kjer bi se napadalec lahko skril. Sodelujejo tudi z lokalno policijo, ekipami nujne medicinske pomoči, bombni tehniki in drugimi varnostnimi enotami. Nekateri agenti so v množici, nekateri pazijo na vozilo, nekateri pregledujejo okolico. Nekateri pripravljajo alternativno pot, če bo treba predsednika hitro evakuirati. To pomeni, da so agenti, ki jih vidite ob njem, le majhen del veliko večje varnostne operacije. Tudi usposabljanje tajne službe je zelo zahtevno. Posebni agenti so usposobljeni za uporabo strelnega orožja. Fizična obramba, nujni odziv, vožnja, preiskovanje in medicinska pomoč. Morajo se hitro odločati, tudi ko je okolica kaotična in ni jasno, od kod prihaja nevarnost. Na svojih vajah večkrat ponavljajo različne scenarije napadov. Ko pride do strela ali nenadnega napada, mora vsak agent takoj vedeti, kaj mora storiti. Nekateri bodo ustavili morebitnega napadalca, drugi bodo s telesom zaščitili predsednika. Nekdo ga bo odpeljal do vozila ali na varno mesto. Ne smejo vsi hkrati narediti iste stvari. Vsak ima svojo natančno vlogo. Pomembna je tudi tako imenovana zaščitna formacija.
To je postavitev agentov okoli osebe, ki jo varujejo. To se spreminja glede na kraj, število ljudi in vrsto dogodka. Formacija je bolj strmjena, ko gredo skozi večjo množico. Formacija je bolj ohlapna, kadar so na nadzorovanem območju. Vedno opazujejo roke ljudi, gibanje množice, odprta okna in karkoli, kar ni na pravem mestu. Ko obstaja resnična nevarnost, je glavni cilj, da se ne borijo dolgo. Njihova prva naloga je, da takoj umaknejo osebo, ki jo varujejo. Agentje jo lahko zakrijejo s svojimi telesi, potisnejo ga proti oklepljenemu vozilu in ga evakuirajo na varno mesto. Številka 12. Nosljiva globokomorska podmornica. Bolj ko je potop globok, večji je pritisk vode. Na zelo globokih delih morja lahko pritisk zdrobi običajno opremo. To je nevarno tudi za človeško telo, saj vpliva na pljuča, kri in živčni sistem. Tukaj pride v poštev atmosferska potapljaška obleka ali ADS. Videti je kot velik kovinski robot, vendar je v notranjosti človek. Je kot majhna podmornica v obliki telesa. To ni enako kot običajna potapljaška oprema. Pri običajnem globokomorskem potapljanju potapljač diha plin, ki mora ustrezati pritisku vode v okolici. Ko se spušča globje, je pritisk, ki ga doživlja njegovo telo, večji. Zaradi tega ne more kar takoj priplavati na površje. Ustaviti se mora na različnih globinah, da lahko plini, ki so se raztopili v njegovi krvi in tkivih, postopoma izstopijo iz telesa. Temu pravimo dekompresijski postanki. Če se prehitro dvigne na površje, lahko doživi dekompresijsko bolezen ali kesonsko bolezen. To lahko povzroči hude bolečine, paralizo, poškodbe možganov in smrt. Atmosferska potapljaška obleka je nekaj drugega. Ohranja pritisk v notranjosti, ki je skoraj enak normalnemu pritisku na morski gladini. Čeprav je pritisk zunaj zelo močan, ga potapljač neposredno ne občuti. Ker njegovo telo ni izpostavljeno visokemu pritisku, mu ni treba opravljati dolgih dekompresijskih postankov, kot jih potrebujejo običajni globokomorski potapljači. Pri nekaterih modelih lahko ADS doseže globino približno 2000 čevljev oziroma več kot 600 metrov. Tudi ameriška mornarica je uporabila takšen sistem, da je lahko operater delal na takšni globini, medtem ko je ostal pri tlaku ene atmosfere. Obleka je na kopnem izjemno težka. Nekateri modeli lahko tehtajo več 100 funtov. Navaden človek je ne more dvigniti ali normalno hoditi v njej. Potrebna je dvigalka ali posebna oprema, da se obleko spusti z ladje v vodo. Ko pa je enkrat potopljena, ji vzgon pomaga. Njena teža je prilagojena tako, da ne potone prehitro ali ne splava na površje. Telo je izdelano iz trpežne kovine ali kompozitnega materiala. Na prsih, glavi, rokah in nogah ima debele dele, da prenese zelo visok pritisk od zunaj. Spredaj ima majhna okenca, skozi katera lahko potapljač vidi. Njegov vid je omejen, še posebej, kadar je voda temna ali motna. Zato ima tudi močne luči in včasih kamere, ki pošiljajo video podporni ekipi na ladji. Telo ADS ni tako prilagodljivo kot običajna potapljaška obleka. Ima mehanske sklepe na ramenih, komolcih, zapestih, bokih in kolenih. To potapljaču omogoča premikanje rok in nog, ne da bi vanjo prodrl pritisk vode, vendar so gibi počasni in težki. Ne plava kot potapljač z jeklenko. Bolje kot operater, ki upravlja majhen stroj od znotraj. Obstajajo modeli, ki uporabljajo potisnike za premikanje po vodi. Pri drugih nalogah se obleka spusti neposredno na območje, ki ga je treba pregledati. Na koncu rok so lahko posebne mehanske roke ali orodja. Uporabljajo se za držanje kablov, zapiranje ventilov, nameščanje opreme, jemanje vzorcev ali izvajanje popravil. Ne more narediti vsega, kar lahko naredi človeška roka. Vendar je dovolj za nekatere naloge, ki so pregloboke in prenevarne za navadnega potapljača. ADS ima lasten sistem za podporo življenju. Ta zagotavlja zrak in odstranjuje ogljikov dioksid, ki ga izdihuje potapljač. Nadzira tudi temperaturo in vlažnost znotraj, da mu ni prehladno, prevroče ali da nima težav z dihanjem. Neprestano je v stiku s podporno ekipo na površju. Ekipa spremlja globino, gibanje, stanje obleke, dovod zraka in druge pomembne sisteme. Običajno je povezan tudi z ladjo preko kabla ali vrvi. To omogoča komunikacijo, elektriko in način za spuščanje ali dvigovanje obleke. Atmosfersko potapljaško obleko uporabljajo pri vojaškem potapljanju, reševanju podmornic, naftnih in plinskih operacijah na morju, pregledih ter podvodnih popravilih. Ko pride do težave na podmornici ali podvodni strukturi,
je zelo pomembno, da obstaja način, da človek pride do kraja, ne da bi bil izpostavljen enakemu pritisku kot okolica. Toda ADS tudi ni popoln. Je velik, drag, težko ga je prevažati in zahteva celotno podporno ekipo. Gibanje operaterja je prav tako omejeno. Po podatkih Mornarice Združenih držav Amerike je bil stari ADS težak in ne preveč okreten, zato razvijajo nove sisteme, ki so bolj sistematični in lažji za uporabo. Če se pokvari sklep, napajalni sistem, komunikacija ali privez, se lahko potapljač ujame v zelo globoki vodi. Zato pred uporabo natančno preverijo vsako tesnilo, ventil, spoj, kabel in komponento za podporo življenju. V notranjosti obleke potapljač neposredno ne čuti zunanjega pritiska. Vendar se zaveda, da ga od morja, ki lahko zdrobi človeško telo, ločuje le nekaj centimetrov trpežnega materiala. Zato to ni navadna potapljaška obleka. To je tlačna posoda za eno osebo, majhna podmornica, ki jo nosiš na telesu. Številka 11. Ostrostrelčeva izginjajoča gili obleka. Na bojišču ni vedno najdebelejši oklep najučinkovitejša zaščita. Včasih je vojak varnejši, če ga ni mogoče videti. To je namen gili obleke. To je kamuflažno oblačilo, ki ga uporabljajo ostrostrelci, izvidniški vojaki in drugo vojaško osebje, ki mora ostati skrito med opazovanjem okolice. To človeka ne naredi resnično nevidnega. Če pa je pravilno izdelana in uporabljena, lahko človeka zamenjajo za travo, rastlino, zemljo ali del okolice. Običajna vojaška kamuflaža uporablja barve in vzorce, da se ujema z okoljem. Gili obleka gre še dlje. Ta spremeni celo obliko telesa. Človeško oko zlahka prepozna okroglo glavo, ravna ramena, dve roki in simetrično telo. Tudi če so barve oblačin in okolice enake, je še vedno mogoče opaziti jasno silhueto človeka. Zato je gili obleka opremljena z razmršenimi trakovi blaga, mrežastimi vlakni in drugimi materiali. To prekrije obliko glave in razbije ravno linijo ramen. Ker oblika človeka ni več jasna, ga je veliko težje opaziti. Ni dovolj, da samo kupiš že pripravljeno gili obleko. Prilagoditi jo je treba glede na območje misije. Obleka je različna za suho travo, gosto gozdnato območje, zasneženo pokrajino, blatna območja in urbano okolje. Običajno je osnova uniforma ali lahka obleka. Nato se dodajo mreža, juta, sintetična vlakna, vrvice in drugi materiali za kamuflažo. Uporabljajo se tudi materiali odporni na ogenj, saj se lahko stara juta ali suhe rastline hitro unamejo. Kopenska vojska Združenih držav Amerike je prav tako izdelala komplete, ki jih je mogoče uporabiti za izdelavo, popravilo in prilagajanje gili obleke glede na podnebje in nalogo. Ko pridejo na samo lokacijo, dodajo še naravno vegetacijo, kot so trava, listi, majhne veje in druge rastline iz okolice. Pomembno je, da vzamete sveže rastline neposredno z tistega mesta. Če je na obleki pritrjena drugačna vrsta ali barva rastline, bo ostrostrelec še bolj opazen. Tudi pretiravati ne smete. Če je na obleki preveč listja in vej, bo obleka postala težka in tisti, ki jo nosi, se bo težko premikal. Lahko se tudi zapakne za rastline in povzroči hrup. Zato je treba najti pravo ravnovesje. Obris telesa mora biti zabrisan, vendar ne smete izgubiti sposobnosti plazenja in uporabe opreme. Vegetacijo je treba sčasoma tudi zamenjati. Sveži listi ovenijo in spremenijo barvo. Ko je na obleki pritrjeno rjavo, okoli pa je zeleno, je razlika hitro opazna. Tudi puško in drugo opremo je treba zakamuflirati. Skrito telo nima smisla, če je jasno viden raven in temen obris puške oziroma cevi. Zato tudi to prekrijejo s kamuflažnim materialom, vendar ne sme prekriti namirilne optike, gibljivih delov ali cevi. Zelo pomembna sta tudi obraz in roke. Tudi če je viden le majhen del kože, lahko odbija svetlobo. Zato ostrostrelec uporablja maskirno barvo za obraz, rokavice, tančico ali mrežo, da zmanjša sijaj kože. Toda tudi če je obleka popolna, ne bo delovala, če se oseba v njej premika napačno. Človeško oko lažje opazi gibajoče se predmete kot tiste, ki mirujejo. Zato se ostrostrelec premika počasi. Ne ostane kar tako. Ali hitro ne leze. Premakne se malo, se ustavi, opazuje in šele nato nadaljuje. Pri tako imenovanem urjenju prikritega približevanja se mora ostrostrelec približati opazovalnemu območju, ne da bi ga inštruktorji opazili. Inštruktorji uporabljajo daljnoglede in drugo optično opremo, da ga poiščejo.
Vedo, da se približuje ostrostrelec, vendar ga je še vedno težko opaziti, če ima dobro kamuflažo in se pravilno premita. Kopenska vojska Združenih držav Amerike uči, da mora ostrostrelec uporabljati okoliško vegetacijo, sence, zaklone in počasne gibe, da ostane neopažen. Nikoli ne hodi kar tako čez odprt prostor. Izbere ozadje, ki je podobno njegovi obleki. Izogiba se silhueti na vrhu hriba, ker je obliko telesa lahko opaziti, ko je pred svetlim nebom. Izogiba se tudi nenadnim premikom trave in vej. Ko se rastlina premakne, čeprav ni vetra, lahko to opazi opazovalec. Zato previdno premika telo, da ne zatrese okolice. Tudi na svetlobo je treba paziti. Strelni daljnogled, ura, koža ali kovinska oprema se lahko zableščijo, ko jih zadene sonce. Že majhen odsev lahko razkrije njegov položaj. Prav tako mora nadzorovati zvoke, šumenje tkanine, udarjanje opreme, lomljenje vej ali glasno dihanje, saj se to lahko sliši, ko je okolica tiha. Uporaba gili obleke je tudi velik fizični in mentalni izziv. Je vroča, saj je debela in ima pritrjenih veliko materialov. Vanjo lahko zaidejo blato, voda, prah in insekti. Včasih mora ostati ostrostrelec na enem mestu več ur. Ne sme kar tako vstati, če mu otrpne noga. Prav tako se ne sme hitro popraskati, če mu kakšen insekt leze po obrazu. Tudi najmanjše gibanje lahko opazi nekdo, ki ga išče. Toda to, da dolgo ostane na položaju, ni samo skrivanje. Mora tudi opazovati, zbirati informacije, določiti lokacijo sovražnika in poročati svoji enoti o tem, kar vidi. Pri nekaterih misijah so informacije, ki jih pridobi, pomembnejše od streljanja s puško. Zaradi tega so potrpežljivost, spomin, komunikacija in pravilno odločanje zelo pomembni. Gili obleka je le pripomoček. Sama po sebi človeka ne skrije samodejno. Če je napačna barva, gibanje, ozadje, svetloba ali položaj, ga bodo še vedno našli. Toda če združimo pravo obleko, pravi teren in izjemno disciplino, lahko človek gleda naravnost v smer ostrostrelca in ga še vedno ne opazi. Na celotnem seznamu so uniforme, ki izkazujejo avtoriteto. Uniforme, ki nudijo zaščito pred ognjem, eksplozijami, vesoljem in globokim morjem. Toda gili suit je nekaj posebnega. Ta obleka ne kaže moči osebe, ki jo nosi. Njena prava moč je v tem, da izbriše obliko tistega, ki jo nosi. Skrije njegove gibe in ga naredi za del samega okolja. Če deluje pravilno, ga noben vojak ne bo opazil. Samo trava, samo zemlja in tih del okolja, za katerega sovražnik ne ve, da ga že opazujejo. Številka 10. Zadnja obramba pirotehnika. Ko najdejo bombo, se vsi umaknejo. Toda pirotehnik se mora približati. Nosil je protibombno obleko, ki lahko tehta več kot 36 kg. Obleka je prekrita z izjemno trpežnimi materiali in ima čelado, narejeno za zmanjšanje poškodb zaradi šrapnelov, ognja in pritiska eksplozije. Toda to ne nudi popolne zaščite. Zmožna je zaustaviti nekatere kovinske delce, ki letijo ob eksploziji, ali ublažiti njihov udarec. Vendar, če bomba eksplodira tik ob nogah tehnika, obleka morda ne bo zdržala moči eksplozije. Ker je težka, vroča in omejuje vid, je vsak korak počasen in previden. Kadar je mogoče, najprej uporabijo robote in druga orodja. Vendar pa so primeri, ko mora človek še vedno pristopiti, da pregleda ali onesposobi bombo. Zato protibombna obleka ni zagotovilo za varnost. To je zadnja zaščita človeka, ki se približuje nevarnosti, medtem ko so vsi ostali umaknjeni. Številka 9. Renesančna uniforma švicarske garde. Pisane uniforme švicarske garde so eden najbolj prepoznavnih simbolov Vatikana. Imajo modro, rdečo in rumeno barvo. Vključujejo napihnjene rokave, črtaste hlače, bel plašč, barvni baret, rokavice, pas in ceremonialni meč. Vsaka uniforma je izdelana po meri, da se popolnoma prilega tistemu, ki jo nosi. Čeprav izgleda, kot da prihaja iz obdobja renesanse, to ni preprost kostum. Njegov sodobni dizajn je bil prenovljen v začetku 20. stoletja. Čeprav temelji na starejših evropskih vojaških oblačilih, švicarska garda niso igralci. Oni so usposobljeni švicarski vojaki, ki varujejo papeža, njegovo prebivališče in pomembne dele Vatikana. Slovesna uniforma je debela in ni ravno praktična, vendar je njen namen jasen. To prikazuje tradicijo, ki se je začela leta 1506 in njihovo nalogo, da varujejo voditelja katoliške cerkve. Številka 8. Papeževa bela sutana.
Na vatikanskih slovesnostih je papeža enostavno prepoznati po njegovi beli sutani. Običajno jo spremlja bel pas in majhna bela kapa, imenovana solideo. Belo oblačilo je jasen simbol njegove vloge kot vodje katoliške cerkve. Pred začetkom konklava vatikanski krojač pripravi bele sutane v različnih velikostih. Ko je izbran novi papež, ga odpeljejo v majhno sobo blizu Sikstinske kapele, znano kot soba Sous. Tam si prvič obleče belo sutano, preden se pojavi pred ljudmi, ki čakajo na trgu Svetega Petra. V konklave vstopi kot kardinal v rdečem, a izstopi v belem kot novi papež. S preprosto zamenjavo obleke svetu pokažejo, da ima cerkev novega voditelja. Številka 7. Zaščitna bela kuharska jakna. Skoraj vsak del tradicionalne kuharske jakne ima praktičen namen. Bela je zato, ker se na njej hitro opazi umazanija. To je pomembno v kuhinji, kjer je treba paziti na čistočo. Jakna je tudi dvoredna. Ko se sprednji del umaže, lahko čez njega preklopite čistejšo drugo stran. Debela tkanina prav tako pomaga kot dodatna zaščita pred vročino, paro in vročimi tekočinami. Tradicionalno se uporabljajo tudi gumbi iz vozlane tkanine. Ti se gumbi ne stopijo ali se grejejo tako hitro kot nekateri kovinski ali plastični gumbi. Jakno lahko tudi hitro odprete, če vas polije vroče olje ali voda. Zato kuharska jakna ni namenjena samo temu, da kuhar izgleda profesionalno. Narežena je za čistočo, zaščito in hitro delo v vroči in živahni kuhinji. Številka 6. Tradicionalna britanska sodna lasulja. V nekaterih sodiščih v Angliji in Walesu sodniki in odvetniki še vedno nosijo bele lasulje, še posebej v kazenskih zadevah. Ta tradicija se je začela v 17. stoletju, ko so bile lasulje v modi pri bogatih in profesionalcih. Kasneje je ta modni trend izginil, vendar je ta običaj ostal v pravni stroki kot simbol avtoritete, izkušenj in nepristranskosti sodišča. Pravne lasulje so običajno narejene iz konjske žime in ročno oblikovane. Obstajajo krajše lasulje za redne sodne obravnave in daljše za slovesne dogodke, vendar jih ne nosijo več v vseh primerih. Na številnih civilnih in družinskih obravnavah sodniki nimajo več lasulj. Čeprav se njihova uporaba zmanjšuje, so še vedno del večstoletne tradicije britanskih sodišč. Številka 5. 4 črte kapitana letalske družbe. Letalskega pilota je enostavno prepoznati po temni jakni, beli srajci, tesni kapi in črtah na ramenih ali rokavih. Ta dizajn je postal priljubljen v 20. stoletju in je bil povzet po uniformah mornariških častnikov. Namenjen je bil temu, da posadka deluje profesionalno in je lahko prepoznavna. Pri mnogih letalskih družbah ima kapitan 4 črte, prvi častnik pa 3 črte, vendar se lahko sistem razlikuje glede na letalsko družbo. To ne izboljša sposobnosti pilota, vendar pomaga pokazati, kdo ima največjo odgovornost v pilotski kabini, poleg tega pa daje potnikom občutek zaupanja. Še preden letalo sploh vzleti, uniforma že opravlja svojo prvo nalogo. Pokazati, da je za let odgovorna usposobljena posadka. Številka 4. Zelo opazna zaporniška uniforma. Niso vsi zaporniki v Združenih državah Amerike oblečeni v oranžno. Obstajajo tudi zapori, kjer uporabljajo kaki, zelene, modre, bele ali črtaste uniforme. Oranžno uporabljajo, ker je barva lahko opazna in jo je težko skriti na večini mest. Če kakšen zapornik pobegne, ga bodo stražarji in javnost lažje prepoznali. Enotne uniforme prav tako pomagajo hitro ugotoviti, kdo je zapornik in v katero varnostno skupino spada. V nekaterih ustanovah je barva različna glede na razvrstitev ali del zapora. Toda zaradi filmov in televizijskih oddaj je oranžen kombinezon postal najbolj prepoznavna podoba zapornikov v Ameriki. To ni navadno oblačilo. Uporablja se za identifikacijo, varnost in hitro prepoznavanje znotraj in zunaj zapora. Številka 3. Matadorjeva obleka luči, pisano uniformo matadorja, imenujejo traje de luces ali bleščeča oprava. Ima vezenje s kovinsko nitjo, bleščicami in perlicami, ki se svetijo, ko jih zadene svetloba. Narejena je ročno in je popolnoma prilagojena telesu matadorja. Uniforma je težka in tesna, zato matadorju pri oblačenju pomaga nekdo drug. Trda jakna prav tako pomaga, da telo ostane pokončno medtem, ko je v areni. Lahko stane več $1000, odvisno od tkanine in dizajna. Vendar pa ni narejena zato, da bi matadorja zaščitila pred bikovimi rogovi. Glavni namen uniforme je, da naredi bikoborbo bolj veličastno in opazno. Številka 2. Beef Eatery iz Towerja v Londonu.
Yeoman Warders, bolj znani kot Beef Eaterji, so slovesni stražarji Towerja v Londonu. Niso igralci. So nekdanji višji člani britanskih oboroženih sil z dolgo vojaško službo in dobrim službenim dosjejem, s svojimi družinami živijo kar znotraj stolpa. Stražijo zgodovinsko lokacijo, vodijo oglede in pomagajo pri varovanju kronskih draguljev. Za dnevno službo nosijo temno-modre in rdeče uniforme. O pomembnih kraljevih dogodkih pa oblečejo bolj razkošne škarlatne in zlate uniforme. Sodelujejo tudi v ceremoniji ključev. To je večerni formalen dogodek, se vrata stolpa zaprejo in zaklenejo po tradiciji stari več kot 700 let. Ni jasno, od kod izvira vzdevek Beef Eater. Po eni znani razlagi naj bi jim včasih dovolili jesti meso s kraljeve mize. Številka 1. Ognjevarni dirkaški kombinezon Formule 1. Dirkaški kombinezon voznika Formule 1 je narejen tako, da mu omogoči dragocen čas za pobeg, če se njegov avto uname. Narejen je iz več plasti ognjevarnega materiala, kot je Nomex. Ne zagori zlahka, se ne stopi in se ne prilepi na kožo. Ognjevarni niso samo kombinezoni. Sem spadajo tudi spodnje perilo, balaklava, rokavice, nogavice in škornji, da je voznik pokrit od glave do pet. Vsak kombinezon je narejen po meri. Mora biti ravno prav ohlapen, da se voznik lahko prosto giblje in hitro zapusti kokpit v nujnem primeru. Po veljavnem varnostnem standardu FIA so tkanina, šivi in drugi deli strogo preizkušeni glede odpornosti proti izjemni vročini in ognju. To ne more dolgo zaščititi voznika. Toda nekaj dodatnih sekund je morda dovolj, da si odpne varnostni pas, izstopi iz avtomobila in se oddalji od ognja.